Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o vojski, pa brez skrbi ne bomo govorili o vojaškem roku, saj zaenkrat so govorice o tem potihnile, o njegovi ponovni uvedbi seveda. Mi pa bomo vseeno pogledali v zgodovino vojske. V neposredni bližini Istre, v Pivki, se namreč nahaja Park vojaške zgodovine. Z mano je danes direktor parka, magister Janko Boštjančič. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Park vojaške zgodovine ali muzej vojaške zgodovine? Zakaj se imenujete prav park? Ja, že v začetku, torej pred 20 leti, ko se je rodila ideja, da te stare pivške kasarne, opuščene kasarne preobrazimo v muzej, smo si zastavili široko ime, ki odpira tudi neke razvojne perspektive. Torej, park je nekako širši pojem kot sam muzej. Park vojaške zgodovine upravlja tudi s podzemnimi utrdbami na Primožu, v neposredni bližini. Razvijamo ideje arheološkega parka, oskrbujemo pohodne poti tam okrog, v smeri Šilentabora. Tako da mislim, da je bila ta odločitev takrat, v bistvu, ko je bilo vse skupaj čisto na začetku, ampak ta odločitev, da poimenujemo zadevo s širšim pojmom, da je bila prava. Nekoč do nedavnega, oziroma ali ste še vedno, ste bili najmlajši in največji muzej v Sloveniji. Ali te dva pridevnika še držita? Ja, zdaj, stalno se porajajo muzeji, in eni potem ostanejo na živi, kakšni zamejo. Tako da ne vem, najmlajši je težko govoriti. Smo pa največji po obsegu, kot muzejski kompleks, ne po številu zaposlenih, po osebju pa tako naprej, ampak po razstavnih površinah in po teži eksponatov, verjetno. In tudi najbolj obiskan muzej na Slovenskem. Sicer pa kako daleč sega v muzej vojaške zgodovine? Ponavadi si predstavljamo tistih nekaj avionov, ki jih imamo v glavi, pa kakšen tank, ki smo ga mogoče videli že na poti, ko smo se mimo peljali. Ampak kako daleč? Kateri je vaš najstarejši artefakt? Najstarejši eksponat, ki ga imamo v muzeju, je kamenodobni lok, drugi najstarejši lok v Evropi, star 5600 let. Sicer ni naš, ampak je izposojen iz mestnega muzeja v Ljubljani in je del razstave o lokostrelstvu. Tako da se včasih malo pohvalimo, da smo eden redkih vojaških muzejev, mogoče celo edini, ki ima vse od kamenodobnih lokov do reaktivnih letal. To je taka reklamni slogan. Pa seveda tudi podmornico, o kateri se veliko govori. Ali ste podmornico dejansko zakopali pod zemljo? Ali? Ne, podmornica v vsej veličini stoji zunaj in deluje kot nek kit na kopnem. Torej, podmornica je naš vedno še zmeraj najbolj prepoznaven eksponat in obisk notranjosti podmornice mogoče najbolj zaželjen, najbolj pohvaljen del obiska parka vojaške zgodovine. To je tudi individualni obiskovalci, ki se takrat prosto sprehajajo po muzeju, se v notranjost podmornice zmeraj podajo z vodnikom, torej tam so zmeraj vodeni ogledi. In tudi ta interakcija, do katere pride med vodnikom in obiskovalcem, in pa sama doživetje tega življenja pod morjem, ki ga nudi notranjost podmornice, je brez dvoma zanimiva. Drugače pa podmornica je bil velik zalogaj logistične. 2011 smo jo prepeljali takrat iz Črne gore po eni zanimivi poti, ker je šla preko Jadrana, to je iz Bara v Bari, potem pa vzdolž Italije po kopnem, tukaj prek Franetičev, potem vse do Pivke. Po morju je šla na ladji? Po morju je šla na ladji, ja. Ni bila več plovna, ker smo tudi pobrali akumulatorje v Črni gori, da smo zmanjšali težo in tako naprej. Je bil pa to velik projekt, v katerega smo vložili nemalo energije, namreč zelo smo si želeli to podmornico dobiti v Slovenijo, ker predstavlja neke vrste spomenik podmorničarjem. V bistvu podmorničarji, če malo grobo se izrazim, so izumirajoča vrsta, ker v bistvu jih Slovenska vojska nima več. Nimamo več aktiv. Jih je imela, in to so zdaj starejši gospodje, v zrelih, starejših letih. Vsako leto jih je žal tudi manj.
In v bistvu so si s tem postavili spomenik neke vrste, ne, ali pa smo jim. Namreč delež Slovencev podmorničev je bil tako v kraljevi mornarici, torej mornarici kraljevine Jugoslavije, kot tudi v socialistični Jugoslaviji izjemno velik. Ne. Zanimivo, da je bil v tej socialistični Jugoslaviji podmorničarstvo najbolj slovenski rod vojske. Ne. Če nas je bilo Slovencev v Jugoslaviji 8%, je bilo med profesionalnim kadrom JNA Slovencev zgolj na 2%. Ne. Tukaj v podmorniških enotah je šel delež Slovencev tudi preko 30%. Ne. Tako da so absolutno najbolj slovenski rod vojske in s tem smo jim postavili spomenik, ki bo trajno pričeval o tej slovenski podmorniški tradiciji. Druga stvar je pa tudi ta, da je bila podmornica v veliki meri plod slovenske proizvodnje, ne? Od trupa, baterij, premazov, en kup zadev, ne? Našega znanja, našega tehničnih izkušenj je vgrajen v to podmornico. Kako stara pa je ta podmornica? Podmornica ni stara, v bistvu je iz sredine 80-ih let. Ne. Takrat se je Jugoslavija odločila za gradnjo teh serije diverzantskih podmornic, ki so sila zanimive, ne. V bistvu popolnoma električno vozilo, ne. Danes po najsodobnejših trendih. Ne. Predvsem njena posebnost je bila ta električna, je bila predvsem zaradi tega, da je bila popolnoma tiha. Ne. Šlo je za diverzantsko podmornico, ki je bilo zelo težko izslediti. Ne. Zaradi tega so se odpovedali agregatu, generatorju, dizelskemu motorju, ki je drugače polni te akumulatorje, in imeli v bistvu noter 25 ton akumulatorjev, ki so bili pogonska moč, ne, in z njo so lahko prečili Jadran, ne, na drugi strani opravili diverzije ali pa prisluškovali, polagali mine in se varno vrnili. Se mogoče ve, ali je direktno ta podmornica dejansko sodelovala v kakšni bitki, akciji? Ni, v bistvu, hvala Bogu, ni prišlo nikdar do vojne. Ne? To je od sredine 80-ih let do konca Jugoslavije ni pomorskih spopadov. Ne? V osnovi je bila narejena za vojno z Italijo, vojno z NATO-om. Ne? Res čist namensko narejena za prečenje Jadranskega morja in na drugi strani pač izvesti vojaške akcije. Tako da bila je stalno v pogonu, ne, bila je udarna moč jugoslovanske mornarice, ne, pa vendar, no, na srečo ni nikoli prišlo do prave vojne. Koliko pa sicer prostora namenjate ravno pomorskemu delu? Nekateri trdijo, da bi morali se v Sloveniji bolj posvečati pomorskemu delu, pomorski zgodovini, ker vendarle Slovenija je pomorska dežela tudi zaradi tranzita in vsega podobnega. Ja, relativno dosti, no. To je sama podmornica, ki obdaja razstava o podmorničarstvu, ne, to je v podmorniških enotah življenju pod morjem, ki jo je pripravil muzej Sergeja Mašere, tukaj iz Pirana, ne, ki je v bistvu matični muzej za to pomorsko dediščino, pomorsko tradicijo. Imamo eno zanimivo razstavo o Francu Želetu, zgodba našega soseda se kliče, ker Franc Žele bi bil res naš sosed, ne, ker njegova hiša je bila v neposredni soseščini današnjega muzeja. In njegova vnukinja Floribanovac tukaj iz Izole se je odločila to zapuščino dati nam postaviti, če se odločimo postaviti to razstavo. Namreč sila zanimiva zgodba, to je on je bil tam konc 19. stoletja, se odločil potlej iti v avstrijsko mornarico, postal topniški podčasnik, najprej služboval na admiralski ladji Viribus Unitis, tam je bil priča tem tragičnim dogodkom, namreč oni so peljali takrat Franca Ferdinanda iz Pule v Metkoviče, od kamor je šel v Sarajevo, ne, in čez nekaj dni dobijo trupla, ne, tako Ferdinanda kot nadvojvodinje Zofije, in jih peljejo v Trst, ne, in to živo opisuje v teh svojih spominih. Potem med samo vojno, ne, je bil pa, dobil prekomando na Sant Ištvan, ne,
v bistvu identično ladjo ogrskega dela monarhije, ne, in tam je pa doživel tudi potop te ladje, ne, to je Italijani s torpednim čolnom potopijo junija 18. leta, in to je bil pa največja katastrofa Avstro-Ogrske mornarice, ne. Tudi to preživi, ne, in v bistvu njegovo življenje potem naprej, ne, ker dela tudi kot kitolovec potem na Južni Georgiji in sila zanimiva zgodba, no. Tudi res ena življenje pač enega naših rojakov, ki je bil predvsem mornar, no, ne. Zdaj, kar se odnosa do morja tiče, bi pa rad izpostavil še en projekt, ne, to je ta rešitev policijskega čolna P-111, ne. To je konec leta 2022 je prišla pobuda, ideja, prošnja strani Ministrstva za notranje zadeve, če smo pripravljeni, sposobni rešiti policijski čoln, ne. Ta je šel v odpis, tukaj na obali ni bilo interesa, perspektive, ne, za to. In to je, če smo ga pripravljeni prevzeti v park vojaške zgodovine. Bil je velik izziv, ne. Namreč čoln, kakorkoli smo to računali, je bil na kamionu visok 7 metrov, ne. Avtocesta pa 4,5 prebali, ne. In to je bil problem, ne. To je treba je bilo najti cesto po teh regionalnih, lokalnih cestah in prepeljati gor. Zdaj, to je bil velik zalogaj, ne. To je prečenje avtoceste, sklopiti je bilo treba 2 mednarodna daljnovoda, 100 kablov, elektrike, optike, pač vsekakor, ne, telefonije, kar gre čez cesto. Veje, kup križišč, prometnih znakov in tako naprej, ne. In na kar smo posebej ponosni pri tem projektu, je to, no, da v bistvu to je bilo novembra, mi smo imeli v predalu par tisoč evrov, smo jih lahko namenili v ta projekt. Kakorkoli smo računali, bilo to 100,000 plus, ne, to je prevoz, dvig iz morja, ne, v luki, nakladanje, prevoz, dovoljenja. Da smo uspeli vse akterje, ne, navdušiti do te mere, da gre za nacionalno pomemben projekt, ne, da so vstopili kot sponzorji, donatorji, ne, v to, ne. In da smo tako z minimalnimi, no, ampak obvladljivimi stroški prepeljali ta čoln do parka in ga s tem na nek način rešili, no, v postal neka trajna nacionalna dediščina. Ker gre za prvi čoln te države, ne, ki je dobro opravljal policijske naloge na morju, ne, rešil en kup življenj, ne, v raznih teh problemih in viharjih in tako naprej, ker gre za veliko robustno plovilo, ne. Služil tudi kot protokolarno darilo, ne, protokolarno vozilo, ne, ker je en kup tudi državnikov in tako naprej peljal po teh panoramskih vožnjah, vem, da je bil predsednik Havel, pa tudi drugi predsedniki. Tako da, brez dvoma gre za pomembno vozilo naše nacionalne dediščine in smo veseli in ponosni, da smo ga lahko takrat rešili. Kje pa ga imate zdaj? Imate dovolj visoke hangarje, da je šel vse tja noter? Čoln je od zunaj, ne. Računajoč na to, da pač je narejen za zunaj, ne. Ampak zavedamo se, da pravi način hranjenja muzejskih eksponatov, ne glede na to, je noter, ne. Tako da upamo, da bomo enkrat uspeli dobiti primeren prostor, da ga spravimo v hangar, zadosti visok, ne. Zdaj pa in je pravkar ga z Ministrstvom za notranje zadeve tudi obnavljamo, ne, ker namreč takrat smo slovenski javnosti obljubili, da bomo v doglednem času omogočili ogled notranjosti tega čolna, ne, in mislim, da bomo letos jeseni to obljubo izpolnili. Torej se ravno zdaj odvijajo še zadnja dela. Tako da letos jeseni računamo, da si bodo lahko obiskovalci že ogledali notranjost.
Sicer pa je tudi vaša nova razstava povezana z morjem, konkretno z arheološkimi ostanki iz morja. Za kakšne predmete pravzaprav gre? Ja, to je Enigma, skrivnostno zakulisje vojne, naša nova razstava, ki je v bistvu tudi zdaj pred kratkim prejela Valvazorjevo nagrado, ne, kot najvišje stanovsko priznanje. Gre za pomembno razstavo, zelo pomembno razstavo, za nas kot muzej, pa tudi za Slovenijo in širši prostor. Namreč Enigma predstavlja eno največjih skrivnosti druge svetovne vojne. Ne. Vsi smo videli filme o Turingu in en kup filmov je na to temo, History Channel in tako naprej. Če mogoče samo povzameva, gre pravzaprav za šifro, ki Ja, gre za šifrirano napravo nemške vojske, ne, ki je bila izjemno kvalitetna šifrirana naprava, ne. Torej, pomislite, gre za mehansko napravo, ne, ki je omogočala 3,2 krat 10 na 25 kombinacij. Ne. Še danes v dobi računalništva rečemo, wow, ta je huda. Ne. To je res nek višek mehanike, ne, ki je Nemce nekako, ne bom rekel spaval, no, ampak bili so slepo zaverovani, da šifre Enigme ni mogoče zlomiti, da oni popolnoma varno komunicirajo. Ne. Zdaj, Poljaki, ki se prvi začnejo ukvarjati s tem že pred vojno, ne, in potem tik pred vojno predajo to svoje znanje britanskim in francoskim obveščevalcem, pa zlomijo šifro Enigme, ne, in dejansko berejo nemško komunikacijo. Ne, ampak to je bilo že proti koncu vojne, kaj ne tam? V bistvu je že precej zgodaj. Ne. Torej, če smo eksaktni, Poljaki berejo že v 30 letih. Ne. Že v 30 letih, vendar Nemci leta 38 izboljšajo Enigmo. Ne. Dodajo v garnituro še 2 koluta, ne, pa so bili 3, pa od tih rata 5 in jih dnevno pač menjavajo v skladu z dnevnim ključem. In Poljaki tega ne zmorejo več. Ne. Vidijo, da bodo mogli, ne, ta napetost se stopnjuje, bojijo se nemškega napada in v tem strahu. Takrat julija 39. leta povabijo francoske in britanske obveščevalce v Varšavo in jim predajo v bistvu kopije Enigem. Vsa ta svoj know-how, ne, če uporabimo to tujko, ki so ga nabrali v skoraj desetletju dela z Enigmo. In to je bila pomembna podlaga, ne, ko se Britanci, Francozi vrnejo domov, ne, da relativno hitro in uspešno zlomijo šifro Enigme. Zdaj moramo pa vedeti, da imamo v osnovi, malo poenostavljeno govorim, 2 tipa Enigme, ne. Enigmo 1, ki uporablja kopenska vojska in letalstvo, in mornariško Enigmo. Ne. Ta je pa bistveno zapletenejša. Ne. In to res dokončno zlomijo šele sred vojne ali pa ne, v drugi polovici. Medtem ko to prvo pa že leta 40 dokaj uspešno berejo. Ne. Torej, ta zlom šifre, ne, ta operacija, zavezniška operacija Ultra, v okviru katere razbijajo Enigmo, je dejansko imela izjemno velik vpliv tako na potek kot na izid vojne. Ne. Zgodovinarji, ki se ukvarjajo s tem, so si enotni, da bi vojna trajala 2-3 leta dlje, ne, da bi zahtevala milijone žrtev na obeh straneh, ne, če ne bi zlomili Enigme. Ne. Zdaj, pred dnevi smo praznovali, se spominjali 80-letnice dneva D. Ne. Ja, če ne bi pač zlomili šifre Enigme, bi bil ta bistveno bolj krvav. Ne. Verjetno bi se zgodil mogoče leto pozneje ali pa ne, kdo ve kdaj. In ker oni so, zavezniki so res vedeli o Nemcih skoraj vse. No, ne. Tako da naša Enigma, ne, ima pa sploh zanimivo zgodbo, prihaja z nemškega minolovca R-15, ki je bil pa potopljen med Savudrijo in Umagom, vsega 3 tedne pred koncem vojne. Ne. In na teh razbitinah se je v sredi 80-ih let potapljal Zvone Kralj, legendarni potapljač starejše generacije, ki je osnoval akvarij v Piranu, ne,
in v tem iskanju morskega življa in tako naprej. Seveda te razbitine so bile tudi zanimive, je potegnil par stvari ven, ne? Med njimi tudi enigmo, ne? Ki jo je takrat ponudil enemu od obalnih muzejev, pa niso bili zainteresirani za to. No? Jo imel doma potli, no? Ne? Pred 3 leti jo je pa predal Danielu Germeku, mlajšemu potapljaškemu kolegu, ki jo je pa v bistvu nemudoma prenesel k nam, ne? Tako da se je začela ta postopek konzervacije in pa tudi v bistvu študij, ne? Analiza in katerega rezultat je ta razstava o enigmi. Ste tudi kaj po Piranskem, Koprskem zalivu se že potapljali, konkretno mislim tukaj na ladjo Rex in na avion, če se ne motim, ki bi tudi moral biti še zraven? Ja, tukaj je kar nekaj zanimivih razbitin, kar nekaj vezanih na drugo svetovno vojno, absolutno, pa tudi iz prve svetovne vojne, ne, pomembna arheološka dediščina. Zdaj, mi se seveda ne potapljamo in nimamo te ekipe in tako naprej, kar je tudi potrebno tukaj opozoriti na nepravilnost tega divjega potapljanja po arheoloških razbitinah, ker govorimo o dediščini, ne, in zdaj to odnašanje, ne, ker nekdo najde in tako je na meji kaznivega dejanja, ne. Sej, kako pravzaprav zakon pravi, da če najdemo nekaj, to moramo dati v muzej, ali kako pravi? Ja, predvsem se ne sme kar odnašati, ne, treba je pač opozoriti pristojne službe, muzej, ne, da gre za najdbo, da ne, govorimo o arheološki najdbi, ki pade pod zaščito države in je državna last. Ne. Tako da problem je, ker se zgubljajo stvari, ne, stvari se prodajajo potli, ne, že v Italiji in tako naprej, kar je v bistvu velika škoda z nacionalnega vidika. Ne. Se glede na to, da se nahajate v nekdanjih barakah jugoslovanske vojske, kako pravzaprav, koliko je pa tega ostalo tam? So vse pobrali, vendarle je bilo to sorazmerno blizu meje, so bili mogoče tudi kakšni spopadi v času vojne za osamosvojitev na tem področju? Ja. Zdaj, zgodba te naše lokacije se začne pod Italijo. Ne? To je okrog 30. leta Italijani zgradijo tam mogočen kasarniški kompleks, ne? V osnovi gre za te tipične italijanske kasarne, kakršne najdemo v bistvu od Ilirske Bistrice do Bovca, ne, ob vsej meji. Te naše so posebne zaradi tega, ker se tako v kaskadah dvigajo po pobočju, ne, in delujemo tako imperialno, ne, zbujajo neko strahospoštovanje. Torej, do septembra 1943 je to italijanska vojašnica, pa Italija kapitulira, ne, pride nemška vojska, nemška armada, maja 1945 jih prevzame jugoslovanska vojska, ki ostane tukaj do oktobra 1991. Ne. Zdaj, kar je treba povedati, ne, je to, da se 26. junija 1991 gredo iz naše vojašnice prvi tanki jugoslovanske vojske. Prvi izhod tankov je od tukaj, iz Pivke. Ne. In to je ta primorski dan prej, ne, kot mu radi rečemo, in to našo lokacijo v bistvu vpiše v nacionalno zgodovino. Ne. Ker tukaj je treba pojasniti to zmedo, ki se dostikrat pojavlja. Ne. To je 25. junija zvečer so v slovenskem parlamentu, takrat je bil to skupščina, skupščina Republike Slovenije. Takrat ti trije zbori na skupni seji sprejmejo osamosvojitvene dokumente, ne, s takojšnjo veljavnostjo. Ne. Torej, Republika Slovenija je 25. zvečer neodvisna in suverena država. Ne. V Ljubljani se potem vse pripravlja za to slovesnost, ki bo 26. zvečer, ne. Ampak iz Pivke, ne, in pa čez 2 uri tudi iz Ilirske Bistrice gredo že dopoldne tanki. Ne. To je iz Pivke ob 11:10, iz Ilirske Bistrice z 1:15, ne, in začnejo vojno. Ne. Vojna se začne, ker ti tanki zapeljejo na ceste neodvisne in suverene države. Ne. Vidite, republiške oblasti, če tako rečemo, takrat zamolčijo to. Ne.
probajo zadržati to informacijo, zaradi tega, da bi lahko to zvečer, to razglasitev samostojnosti speljali čim bolj slovesno. Ne. Namreč najavljene so bile tuje delegacije, ne, in kup novinarjev bilo. Ne. In res je bilo v nacionalnem interesu, da pridejo na naslovnice tujih časopisov, v medije, te slike slovesnosti, tega razvitja zastave, tega vzhičenja, te enotnosti slovenskega naroda, ne pa slike vojne prej. Ne. Ker jugoslovanska stran je svedetela ta izhod tankov, te spopade interpretirati kot pokoritev nekih nemirov. Ne. Nam je bilo pa interesu, na slovenski strani, da se interpretirajo kot napad na suvereno državo. Ne. Zato se je takrat zadržalo in tam ne vidim nobenega problema. Problem je pa v tem, da se je zadeva zapisala, ne, v učbenike, v zgodovinopisje naše, ne, in še zmeraj boste našli, ne, v večini publikacij, da se je vojna začela 27. Ne, ko gredo prvi tanki skozi Ljubljano. Ne. Tako da je na nek način tudi mogoče res en spopad med enim ljubljanskim pa primorskim pogledom. Ne. Zagotovo. Koliko pa so potem vse odnesli s seboj? Je mogoče kaj ostalo? Temelj te naše zbirke je jugoslovanska zapuščina. Ne. JNA je imela v arzenalu dosti vozil različnih tipov, ne? Tudi zaradi tega koncepta splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite in tako naprej, se praktično zelo malo ali pa skoraj nič orožja ni zavrglo, ne? Ampak se je vse čuvalo, ne? Ker pač, če se bomo vsi borili, imamo polno orožja. Ne? Tudi je imela Jugoslavija, za razliko tudi od kakšnih drugih držav, v tem arzenalu tudi recimo pri tankih, še Shermane, tanke T-34 in tako naprej, ne? Kot, ki so bili v svetu v muzejih, pri nas pa tudi, če ne v operativnih enotah, so bili kot vojna rezerva. Ne? In velika večina tega ostane v Sloveniji, ne? Po odhodu JNA, ker takrat umikajo se tukaj preko Kopra, ne morejo se čez Hrvaško in preprosto ne morejo tega orožja, opreme odpeljati. Ne? Ostane tukaj in nekaj let po vojni, zaradi tega, ker smo bili pod embargom, Slovenija kot bivša jugoslovanska država, je bilo to šteto kot strateška rezerva, ne? In se je temu ustrezno čuvalo, ker moramo vedeti, da nismo mogli nabavljati novih sistemov oborožitvenih, ne? Vse to se je pa uporabljalo v teh balkanskih vojnah kot orožje, ne? To bi tudi pri nas, če pride do tega, potencialno prišlo prav. Koncem 90-ih let, drugi polovici 90-ih let se embargo sprosti, Slovenija začne nabavljati nove orožitvene sisteme in vse to se začne, ta vozila, tanke predvsem, uporabljati kot tarče na počku, ne? Ali pa rezati v staro železo. Zdaj, ljubitelji vojaške zgodovine, poznavalci vojaške tehnike, so zagnali paniko, ne? Ljudi božji, ne? Gre za dediščino, ne? Muzeji po svetu bi se tepli za to, ne? Ker vi uničujete, ne? Dejmo, ne? In to je bil nek problem, ki smo ga zaznali, ne? Namreč vpivki smo se takrat, ne? Kot občina pa ukvarjali s kompleksom propadajočih vojašnic, ne? Ki prej sva govorila, kako je teklo, ne? Iz Italijanov, jugoslovanska vojska, potem vojašnico prevzame slovenska vojska, ki jo pa ne uporablja kot vojašnico. Ne? Jo pa uporablja ali samo prevzame? Jo uporablja kot poligon, kjer trenirajo boje v mestu. Ne? Trenirajo te spopade v mestu, specialne enote vdirajo v stavbe, ne, pač, in potem gredo okna, vrata. Ne. Ko veš, bojo helikopterske upade, razbijajo še strehe, ne, in ta kompleks začne, ne, drastično propadati, ker je bil pa velik problem za lokalno skupnost. Ne. Takrat mlada, zagnana občina Pivka, ne, in tam v obrobu, ne, tega občinskega središča en tak impozanten kompleks propada. Ne. In to je bil velik problem za lokalno skupnost. Ne, se veste, tam
narkomani, ne, vse, kar pač neka lokalna skupnost si ne želi, ne, nevarnost, ker je mularija zahajala noter, ne, ti vojaški objekti imajo zmeraj nekaj mikavnega v sebi in je nevarno, da kdo pade čez kakšno okno in tako naprej, ne, in občina išče rešitev, ne, tako kot povsod drugod, tudi v Pivki v smeri industrijske obrtne cone, ne, ampak ta gospodarski potencial v Pivki je bil takrat bistveno prešvoh, ne, ni bil dovolj močan in takrat smo pa zaznali za ta problem, ne, to je teh uničevanja te vojaške dediščine, ne, in v bistvu park vojaške zgodovine je otrok teh dveh potreb, teh dveh idej, ne. Na eni strani, kaj s tem opuščenim kompleksom, ki predstavlja velikanski problem, ne. Po drugi strani, kaj s to dediščino, ne. In pač prav pred 20 leti, ne, to je bilo v maju 2004, se je pač nekega dne zaiskrilo in rodila ideja parka vojaške zgodovine. Zdaj, zelo očitno je, da gremo mimo parka vojaške zgodovine, tudi če se mimo peljemo. Tako da, kako ste se odločili, kateri tanki so si zaslužili vendarle ostati zunaj? Šlo je bolj za neke naključne odločitve, ne, to je zunaj je recimo en Sherman, ne, ki je en tak ikoničen tank in brez dvoma privabi poglede. Ampak ključno je to, da je eden pa tudi v zbirki, v pokritem delu zbirke, ne, ker gre za v bistvu za dragocen eksponat. Ne. Na Počku jih pa ni več. Ne. Tam že lep čas ni kot tarč. Pa T-55, ne, kot tank, ki simbolizira tudi vojno 91, ne, predstavlja nek ikoničen tank, ne, in je tudi eden najbolj prepoznavnih tankov v svetu, ne, ker ti ljubitelji vojaške tehnike mu pravijo Kalašnikov med tanki, ne, več kot 100,000 kosov je bilo narejenih, ne, tako v Sovjetski zvezi, kam je nastal, ne, kot pot v teh državah ne, povezanih tako drugače s Sovjetsko zvezo in socializmom. Pa se kdaj takole malo šalite? Naprimer, zdaj se je veliko govorilo o tem, ko je Slovenija recimo pošiljala vojaško pomoč v Ukrajino, pa so tam dejali, da naše tanke lahko uporabljajo samo bolj kot ne v zaledju, ker so malo za časom. Se včasih mogoče kaj pošalite, da je tudi trenutna oprema takšna, ki bi bolj sodila k vam mogoče? Ne, zdaj slovenska vojska se opremlja, ne, in je primerljivo opremljena, ne, z drugimi armadami. Tako da to bi bilo hvic, ampak ni tako, no. Ker te tanke, ki so jih donirali, so donirali res iz rezerv, strateških rezerv. Slovenska vojska jih že 2 desetletji ni več uporabljala, ne. Tako da, ja, ne. Sicer pa, kar se tiče teh predmetov, ki se veliko premikajo, poslušali smo veliko o kipih, ki so iz Brda potovali k vam. Mogoče lahko poveste, kje so sedaj, so se vrnili nazaj na Brdo že, so še vedno pri vas? Kipi so še pri nas. Namreč v parku vojaške zgodovine je eden od objektov, v bistvu ni v upravljanju parka vojaške zgodovine, ampak je v lasti Ministrstva za kulturo, ne? In tam so ugledni muzejski depoji Narodnega muzeja, Muzeja novejše zgodovine in Tehničnega muzeja, ne? 3 nacionalni muzeji imajo v parku svoje odprte depoje, ki so del tudi ponudbe v parku, ne? Izjemno zanimive, ne? Zbirke, vredne ogleda. In del te zgodbe je bil tudi ta odprti depo, kamor so namestili te kipe, ne. Zbirka kipov užanje pohvale, ne, tako da z muzejskega vidika nimam nobene pripombe, ne, torej obiskovalci jih hvalijo, ogledujejo. Tudi prvič je treba povedati, da prvič ta zbirka dana skupaj, ne, ker prej je bilo nekaj na Brdu,
nekaj je bilo v Poljčah, ne, nekaj v garaži. Ne. Tako da prvič je postavljena skupaj in je zbirka kot taka v osnovi žanje pohvale. Ne. Tako da mislim, da bo zdaj politična odločitev tista, kam in kje bodo ti kipi končali. Zaenkrat pa še ni načrta. Zaenkrat, kolikor vemo, no, še ni in v bistvu odločitev mislim, da celo je bila na vladi, da se jih preselijo nazaj na Brdo, ne, ampak mislim pa, da ni časovnega roka za to, no, še določenega. Zdaj, ko veliko je teh nekih prostorov, o katerih govorite, veliko muzejev pravi, da imajo tudi stisko s prostorom. Kako je recimo čolna že ne morete spraviti noter, ampak kako pa je sicer s temi prostori? Imate dovolj prostora, so ti prostori dovolj torej izolirani, naprimer, da lahko vzdržujete primerno temperaturo, vlažnost in podobno? Ne, prostora nam zmanjkuje. Ne. Torej, mi imamo res velike eksponate, ne. Kup eksponatov, ki nekako čaka na vselitev. Ne. Tako da Kje pa jih imate potem sedaj? Imamo v bistvu 3 šotore, te industrijske šotore in 2 garaži, ne, kamor jih hranimo. Del se jih hrani še zmeraj v Slovenski vojski, ne, v njihovih teh kapacitetah. Del jih imamo pa zunaj, ne, kot je čoln, kot je recimo ta nemška vojaška lokomotiva iz 2. svetovne vojne. Ne. Sej pri teh eksponatih ni usodno, ne, če so zunaj, ne, ampak za neko polno muzejsko prezentacijo, ne, in pa tudi zaradi visokih stroškov vzdrževanja, ne, je po strokovni doktrini, pa tudi po nekem nacionalnem interesu jih je treba čim prej spraviti pod streho. Ne. Tako da mi imamo tudi gradbeno dovoljenje za še en velik paviljon, ne, in smo na preži z evropskimi sredstvi. Ne. Moramo vedeti, da je park vojaške zgodovine en boljših primerov koriščenja evropskih sredstev v državi. Ne. Brez evropskih sredstev parka vojaške zgodovine, vsaj v teh dimenzijah, kot je danes, ne bi bilo. Ne. Zgodba se dogaja v Pivki, ki je majhna občina, ne. Podeželska občina s kopico problemov. Ne. In brez evropskih sredstev park se preprosto ne bi zgodil. Ne. Glede na to, da ste takole vseeno malo odmaknjeni, koliko pa imate takole na leto recimo obiskovalcev? Park obišče letno 60 000 obiskovalcev, ne, kar nas res uvršča v vrh slovenskih muzejev. Ne. In smo zadovoljni, no, ne. Želimo si jih seveda še več, ampak dobro smo tudi nekje prostorsko in omejeni. Res v spomladanskem, jesenskem času so to največ skupine, ne, tako šolske kot gasilci, razni pač izletniška društva in tako naprej, ne, veterani, vojska, ne, veliko vojaških delegacij. Zdaj, čez poletje so pa tu individualci, ne, veliko tudi tujih turistov, ne. Park je prepoznaven, ne, je urisan na zemljevidu, evropskem zemljevidu vojaških muzejev, ne, ima impresivno zbirko. Ne. Kje pa so prvi najbližji? Ja, kar daleč, ne. To je neki tanko in tega razstavljenih recimo v Barzenalu na Dunaju, ampak zelo malo, no. Na Češkem, ne. Na Češkem, potem pa recimo Francija, ne. Tam ob Atlantskem zidu, ne, in tam je kar nekaj teh muzejev, ne. Ampak tukaj v regiji, ne, pa nimamo konkurence. Ja, sej, ker pravzaprav v Kobaridu je precej manjši muzej, ni niti letal. Ne, je usmerjen v Prvo svetovno vojno, ne, lepe, zanimive razstave, ne, imenitna lokacija, ne. Ampak dejansko, ne, je res posvečen Prvi svetovni vojni. Ne. Sej, koliko pa imate, glede na to, da imate obsežno stalno razstavo, sploh možnosti za te gostujoče razstave? Če se ne motim, ste imeli razstavo koles? Ja, tudi kolesa, in tam smo v okviru te razstave gostili to najstarejše kolo na svetu. Ne. To je bilo tik prej, ki je šlo v stalno razstavo, ne. V bistvu še zadnjo priliko smo izkoristili, ne, in zanimiva. Ja, vi me pa sprašujete zdaj po tej razstavi koles, ki je pa zdaj v depojskem objektu. Ne, v depojskem objektu. Tista je bila pa že pred leti. Stalno imamo
tudi pač gostujoče razstave ali pa naše občasne razstave. V tej prostorski stiski tudi kolobarimo med temi dvoranami, ki jih imamo, ne, sicer za projekcije, prireditve in tako naprej. Ne, in te proste termine, ko jih lahko sprostimo, namenimo pa nekim gostujočim razstavam. Imamo tudi zunaj, ne, dve taki sistema kubusov, kamor postavljamo začasne razstave. Ne? In prav zdaj za poletno muzejsko noč smo odprli razstavo skupaj s poljskim veleposlaništvom o Varšavski vstaji. 80-letnica Varšavske vstaje je letos. Tudi sila zanimiva in pa nas nepoznana tema. Ne? Tako da pravimo, no? Prvo svetovno vojno pa pokrivamo za razstavo o transportu. Ne? Namreč odločili smo se, tudi Prvo svetovno vojno smo pokrivali do zdaj s sistemom, ne, z enim sklopom gostujočih pa naših občasnih razstav, ampak pa smo se pa odločili, da kot srednji vojaški muzej v državi moramo imeti tudi stalno razstavo na temo Prve svetovne vojne, ampak zakaj bi konkurirali ali pa ponavljali, ne, razstavo iz Kobarida, ne, s fronto, generali, ne, tem vojnim dogajanjem neposrednim na fronti, in smo se odločili obdelati, ne, se specializirati za transport. Moramo vedeti, da je Prva svetovna vojna bila, ne, če uporabim ta izraz, industrijska vojna, res z ogromnim številom vojaštva, ne, z ogromno količino, ne, topov, ne, res z intenzivnostjo teh vojnih akcij, in je zato potrebovala ogromne količine materijala. Ne. In avstrijska divizija je rabila 370 ton materijala vsak dan. Ne. In na Soči je z te avstrijske strani 20 do 24 divizij razporejenih. Ne. To si nepredstavljivo, to je velike količine materijala je treba zvleči na Rombon, na Batognico. Ne. To so res nepredstavljivo veliki napori, nepredstavljivo veliki infrastrukturni projekti, ne. In to smo obdelali na specialni razstavi Boj v zaledju strelskih jarkov, ne. In v bistvu predstavlja neko našo specializacijo za temo Prve svetovne vojne. Tudi zato, ker je bila Pivka, ne, Šempeter na Krasu, res pomembno logistično središče takrat. Ne, in smo tudi del te lokalne zgodbe vpleli v to razstavo. Ne. Mogoče tako za ilustracijo, ne, tega obsega, teh materialnih potreb v zaledju fronte, je tudi ta podatek, da je avstrijska armada na slovenskem ozemlju v zaledju fronte, ne, to je ob Soški fronti, kamor se šteje ta črta od morja do Rombona, ne, teh dobrih 90 km frontne črte, v zaledju ima avstrijska vojska 200 000 konj. Ne. Si predstavljate, danes jih cela srednja Evropa ima 200 000 konj. Ne. Konj poje, ne vem, 15 kg sena na dan, ne. To pomeni, da je bilo treba dostaviti 3000 ton sena vsak dan, ne, 3000 ton. Seno je, ne, takrat ni bilo balirano kot danes, relativno voluminozna zadeva, ne, to je ne vem, 12 000 kubikov sena vsak dan, ne, nepredstavljivo. Ne. Tudi, tema je taka dražljiva, ne, in kliče tudi po nadaljnjem raziskovanju. Problem je pač majhna ekipa smo, ne, v parku, od čistilke do direktorja, nas je vse skupaj 12, ne, tako da, ja, izzivi so, no, še veliki. Samo 12 avto, pa je res majhna številka. Mimogrede takole, mogoče za konec, vmes sva že nekaj omenila, da ni dobro oziroma da je kaznivo vzemati artefakte recimo iz morja, iz kopnega, kjerkoli že, in ne povedati o tem muzeju, da smo jih našli, da jih imamo. Kako je na primer z dvema letaloma, ki jih lahko vidimo, enega v Beli krajini, enega tam pri Novem mestu? So to potem letala v zasebni lasti ali mogoče vi skrbite za njih, območja tam naokoli? Ne, to letalo v Beli krajini je spomenik, ne.
mislim, da je v lasti Ministrstva za obrambo, ne, formalno, ne, in je prezentirano kot spomenik. Ne. Zgodba letal je pa zelo široka, ne, ker na Slovenijo pade v drugi svetovni vojni 240 letal. Ne. Zdaj ste me malo izvali, ne, kot je transport, specializacija iz prve svetovne vojne, so padle letala specializacija iz druge, ne, naša nekje. Mogoče res kot park iščemo take teme, ne, ki desetletja niso bile zares obdelane. Ne. Tako da mi smo postavili razstavo o padlih ameriških letalih, namreč 142 je ameriških letal, ki pade pri nas med vojno, in to so po večini liberatorji, leteče trdnjave, ne, velika letala, ne, z veliko maso, pa tudi z 10-11 članov posadke, ne, kar pomeni, da so velike zgodbe, ne, ko po številu vpletenih, ne, ker dosti teh letalcev preživi iz koči, ne, rešijo jih domačini, rešijo jih partizani, ne, na nek način, ne, pravijo pride do teh letališč v Beli krajini, ne, da bi se vrnili lahko domov, ne, cel sistem je bil, ne. Tako da je to zelo pomembna zgodba, ne, pa tudi kar se materijala tiče, ne, kot sem rekel, ocenjuje se, da je na Slovenijo padlo 2500 ton materijala v obliki letal med drugo svetovno vojno, ne, in to je eno deželo, ki je bila v bistvu podhranjena vsega materijala, ne, razumete, ne. Tako da se razvije delavnice, ki so specializirane za predelavo aluminija, ne, ki je bil takrat nekaj zelo posebnega, ne. Padalska, ne, ta svila iz padal služi za obleke, spodnje perilo, ne, za razna slovesna oblačila, ne. Tako da zgodba je izjemno zanimiva, ne. Je pa še zmeraj, ne, tudi širom Slovenije kup teh razbitin, ostankov, ne, drobnih sicer, ne, ker velike so v glavnem pobrali, ne, in tudi tukaj se moramo zavedati, da gre za dediščino, ne, ki ne more biti predmet preprodaje, ne, ampak ne, nekega ustreznega obdelave in hranjenja. Čeprav črnega trga je pa verjetno na tem področju veliko. Vemo, da Rombon, ki je precej zahteven hrib, takole legenda pravi, da že če greš malo lulat izven poti, boš mogoče naletel na kak vsaj šrapnel naboj nekaj. Ja, posebej v zadnjih, ne vem, 20-30 letih se je ogromno, ne, ti starejši planinci, ne, ali pa, no, smo tudi mi še v mladih letih, če se spomnim, gor je bilo teh ostankov ogromno, ne, in se je zelo dosti razneslo na nek način, ja, tudi pokradlo iz nacionalne dediščine, ne. Bi to pomenilo, da tudi če najdemo samo ostanek naboja, bi ga morali načeloma prinesti k vam? Načeloma bi ga morali tam pustiti. Ne, in nas upozoriti na to, da tam je. Ne. Ja, načeloma tako. Torej, da vi potem lahko zabeležite, tukaj je bilo in mogoče še kaj odkrijete. Ja. Posebej pri teh arheoloških najdbah je tudi sama lokacija, ne, in kada je enkrat odstranjena, prenešena drugam, vprašanje, ne, če zdaj ne bom naboj res mogoče malo samo pretiravanje tega, ne, ampak ja, lahko so pa res pomembna najdba, pri kateri že sama mikrolokacija lahko ogromno pove. Ne. Je enako z bombami, ki jih še vedno vsako leto najdevamo? Ja, bombe so pa spet ena tema, ne, namreč prav zdaj pripravljamo razstavo o bombardiranjih, ne, če govorijo o letalskih bombah, ne, ker te so postale vse bolj aktualne, ne, ker pri teh velikih infrastrukturnih projektih se jih najde, ne, in ljudje se vse bolj sprašujejo, od kje so te bombe, ne. Torej Slovenija, ne, tako ti infrastrukturne, ne, infrastrukturna vozlišča, ne, pa samo mesto Maribor, Jesenice, ne, tudi Ljubljana deloma, ne, so bili predmet intenzivnih bombardiranj zavezniških, ne, leto 44, začetek 45, ne. Tone in tone, ne, bomb so odvrženi, ne. Maribor je, če pogledamo na število prebivalcev, med najbolj bombardiranimi evropskimi mesti, ne. 500 ljudi v Mariboru umre od teh zavezniških bombardiranj, ne. In to je tudi ena tema, ki jo mislimo letos obdelati in predstaviti, ne.
ki je spet ena od takih pozabljenih tem. Ne. Ti ljudje, ne, te žrtve niso bili nikdar, mogoče niti obravnavani kot žrtve, ne, ampak kar nekako pozabljeni, ne, v tej zmešnjavi vojnega in povojnega dogajanja. Ja, najlepša hvala. Žal je časa nama zmanjkalo, ampak se bomo kaj oglasili pri vas in mogoče izvedeli še kaj. Pravite, da ste odprti vseh 7 dni, za razliko od nekaterih ostalih muzejev. Ja, park je odprt vseh 7 dni v tednu, v bistvu vse dni v letu, razen za Božič in Novo leto, to sta edina 2 dneva, ko smo zaprti. Ne. Zdaj, po zimi je ta odpiralni čas krajši, ne. Smo pa tekom poletja v bistvu odprti praktično od zore do mraka. No, super, potem pa je zdaj pravi čas, da vas obiščemo. Ker koliko časa potrebujemo, da se sprehodimo čez vse? Dolžine pa nas pogosto preživljajo cel dan. Ne. To je z ogledom filmov, mogoče s simulatorji za preizkus letenja, obiskom notranjosti podmornice. Ne. Tudi trdnjav? Tudi, ne, tiste seveda se treba najaviti naprej, ne. Tudi za obisk notranjosti podmornice in simulatorjev priporočam, ne, da ne bi izviseli ob tem, ne, ampak res najaviti se naprej. Ne. Je to absolutno ne bo dolg čas, cel dan. Prej odpovejo noge, kot bo zmanjkalo vsebine. Znači, dobro, da imate tudi hrano. Lepo hvala, da ste se danes oglasili v studiu. Hvala za povabilo. Tako, dragi gledalci, če vam slučajno zmanjka idej, skočite do Pivke. Ponavadi je vsaj cesta v smeri proti Pivki zagotovo bolj prosta kot tista v obratno smer. Vsekakor lepo se imejte in se vidimo spet na Megafon TV.